zadnji fazi prijavljanja na drugo generacijo, na to, zdaj malo povej, ko se počutiš. Čisto iskreno. Veliko enega pritiska nad glavo čutim, veliko dvomov se vrača, ko to dela. Ta proces na koncu, ko se zaključuje, ko imaš občutek tako, da nekaj imaš, ampak nimaš še čist, je tak mal nelagoden. Tako, Prva delavnica je bila tak skok v neznano, da ti jaz ne morem povedati. Niti nisem vedel, na kakšen način naj predstavljam, a rabim imeti post-it novce sabo, a rabim one HR-ovske fore delati, pa se iti, pa risati, pa ne vem kaj, pa jih dati v skupine. Tako ful je šlo enih misli po glavi. In jaz imam občutek, zdaj mravljinci, jaz imam občutek, da druga delavnica bo samo stopnica konkretna višji prve. Sam pa, koliko je vse natemperan. Jaz sem mislil, to v 5 minutah pa... Ni šans, stari. Je še težje, veš, za delavnica. Bo še težje, ne? Ja, se zato bi ga jaz pomojal ponedeljko. Tukaj je vsebina, da je skotlan. Zdaj snijamo ti snijamo prvi del promo gor, promo dol, napovednik sem, kaj, trailer. Noro. Zakaj si se odločil za Juretovo delavnico? Za Juretovo delavnico, zanimiva zgodba je bila, ne? Zato, ker jaz sem v bistvu glih bil na poti na Tajsko, ko je on meni prvič pisal na LinkedIn in pol na celi Tajski nisem pogledal LinkedIna. In ko pridem nazaj, sem videl, da mi je to napisal in sem tako napisal, a je to še aktualno ali ni. Jureta poznam že od prej, tako da sem mu zaupal in sem se odločil pol tam v bistvu isti dan še. No. Mislim, je velika mera zato, ker se je pokazal mi kot tak človek, da je nekdo, ki bi ga jaz rad poslušal, pa ki bi mu rad sledil, ampak je me pa tudi zanimalo tako, kva ima zapovedati, kva je zdaj ta marketing. A ti všeč? Chef curry with the pot, boy. Vibe. Tako imate v vibe. Škoda, da ne moreš dati copyright stvari v videe za YouTube. Ker če ne bi sam tole pokal. V prvi točki sem bolj iskal lahjeve izkušnje v samem biznisu, pa dajmo reči v marketingu, delanju z ljudmi. Na začetku smo vsi mislili, da bo marketing gor, pa marketing dol, pa pa TikTok, pa influencerji. Pa jaz, ne vem, kva sem pričakoval, se mi zdi na prvem workshopu, ker sem bil, je bilo ful marketinga, pa mi je bilo ful jako, ker je Jure dobro stvari predstavljal, pa dobro je nas dojel, pa nas poslušal, kva se dogaja, ampak vse tako, ker smo se zgovarjali, je tudi on skozi ta proces dojel, kaj v bistvu bi tudi on rad delal iz tega. Ti lahko to uporabiš zato, da se zbudiš, pa rečeš, ok, ne, v redu, zdaj grem jaz v kontrolo, pač se bom jaz odločil, kako se počutam, lahko pa pustiš, da ta avtopilot traja. Če se ne ozavestiš, v trenutku, ko se ozavestiš, imaš kontrolo. Moje bi še rabo nekaj časa. Se zgodi velikrat, da pač se zavedam, sam velikrat pa tudi ne, sam dobro se je to proces učenja. To je nekaj toliko smiselnega, da vidva naredita zdajle, ker tudi če zajebata, tudi če ne gre čez, še zmeraj sta si odprla glavo, da je to mogoče. Se vprašal, kako zdaj temu človeku lahko pomagam, ni bil odgovor, da mu naredim strategijo. Ker ni bil problem v temu, da oni strategije ne bi znali narediti. Problem se je skrival drugje. Problem je bil v tem, da oni nimajo kapacitete v glavi, da naredijo stvari, ki so potrebne, da se strategija realizira. In so sami sebe malo mindfuckali, pa si blind spote delala. Ne? Če bom imel pa jaz dobro strategijo za marketing, bo pa vse šlo. Strategija je navaden bullshit, če nimaš ti od zadnje execution. Če hočeš delati execution, moraš pa prvo poskrbeti za mir v glavi, da ti lahko ustvarjaš.
Sem videla content plan za avgust. Ja, kar crazy, ne? Crazy, ja. Ja. Vse bosta, ne? Ja, itak, ne. To bomo, ne? Samo ne vem, zakaj mi zdaj ni objavil, stari, na Instagram. Kaj ni objavil? Krajnca. Kako misliš, ni Ja, naredil sem objavil do konca in zdaj mi jo ne kaže. Kaj ste zapiskali? Ali misliš, da je toliko cajta gor uploada? Kva format is not supported? Ej, sam vsak teden, ko se podcast objavlja, 19:30 do 20, so mi dva klej in oba v kompe in objavlja. Vsak teden, ej. Ja, neki sistema smo tudi že dali česa. Da vemo, zakaj, kaj delamo, pa ful mi je všeč to, da vsak teden brainstormava. Kaj smo naredili dobro, kaj slabo, kaj moramo popraviti, itd. Ampak konstantno je pa action nazaj, tako da je skozi test and learn. Ne, v toliko dobrem okolju, ki kleješ, še nisem delal. Ja, jaz tudi ne. Res. Pa ne samo klej, tudi na delavnicah, pa recimo, kaj žuvaš še zraven v pisarnah, to je, ne. Prej sem gledal na sebe ful kot delavca, zdaj gledam na sebe ful kot kreatorja. In ne morem sploh povedati, kaj je bila tista stvar, ki je naredila ta premik, ampak že samo delo. Ne vem, samo da sem bil v tem okolju, sem dejansko dobil to mentaliteto, ti nisi delavc, ti si kreator, ti si tukaj zato, da nekaj skreiraš, da ustvarjaš in... Jure me je pripeljal do tega, da ni več tega impostor sindroma, da nisem več tako, ja, vas pobožam pa tako, ampak dejansko sem toliko samozavesten v stvari, ki jih delam, pa ki jih povem, da jih lahko povem na glas, tudi če ni kamer zraven, s komorkoli. Glede počutja, pa glede razmišljanja bi pa rekel, da ful. Da sem res naredil nek velik premik. Ampak bolj kot samozavest se mi zdi, da sem dobil mir v glavi. Težko rečem, kaj točno od tega je vplivalo na neko stvar oziroma kako sem jaz na to reagiral. Mislim pa, da definitivno sam mindset kot celota se je lepo razvil, pač še dodatno razvil od začetka delavnice do zdaj. Tako da bolj bom rekel mogoče, kako reagiram na kakšne stvari, leadership na sveti in pa mogoče kako dojemam marketing kot neko celoto. In on je tudi zelo hvaležen, zelo tako cen, ko nekdo naredi to, kar obljubi, oziroma komu nekdo pomaga. Ja. In tudi jaz sem mu danes rekel, stari, jaz verjamem, da imaš ti probleme v to sam. Hočem, da veš, da sem jaz tukaj zato, da ti pomagam, ne zato, da te obsojam. Ne moreš zgubiti, če stavaš nase. Imaš B. Preden greva na drugo tematiko. Jaz stavim vedno na sebe, pa na underdogu. Imaš še kakšno tako sporočilo za Jureta, ki mogoče še nisi povedal, pa bi zdajle mogoče kaj ne posluša? Mislim, da najbolje appreciatal, ko sem mu povedal, da sem res vesel, da sva se oba odločila za ta workshop. Lik zaradi tega, ker je bil to spet nek leap of faith, ki se je izkazal za zelo dobrega. No. In zaradi Jureta, in zaradi communityja, in zaradi nekega self-developmenta. Se mi zdi, da ima Jure dosti več zadat, kot mogoče se mi je najprej zdelo. Sem mu rekel sam, da sem hvaležen za to delavnico, da je naredil ta underdog, da sem se jaz na to prijavil in da res daje ogromen value in mu želim vso srečo tudi v prihodnje. Jaz bi se Juretu zahvalil za priložnost, ker takrat, ko noben ni verjel vame, je on verjel vame. Ustan tak, da ne pustiš bullshitanja. Jure, rad te imam. Si človek, ki si nisem nikoli v life mislil, da ga bom spoznal. Hvala, Jure, za vse, ne vem. Tudi če včasih nisem vedel, kva sploh je, kva sploh bomo, fucking vsakič bo neki. Trenutno imam občutek, da ne dajem toliko, kar bi lahko.
Ne vem, skje ta dvom prihaja, ampak to je real talk, stari. Jaz ne vem, kle ti težko zdaj glumim, koliko se dobro počutim pa to. Ker je pritisk velik na mojih ramah. Mogoče bi mogel malo več stvari dati ven iz sebe, jaz, ker predvsem kar delam je to, da drugim ljudem pomagam, da dajo ven, ne, in se to pač pol tudi malo mene dotakne. In včasih namesto, da bi svojo glavo spucil, pucam glave drugih in v bistvu sam še sebi pacam zadeve in jih ne razčiščujem. Si srečen? Nisem miren. Srečen sem, nisem miren. Ampak rabim ta nemir, zato ker to je vzpon na naslednjo stopničko.